Jonas je prišel. Govorila, kdo je napisal Vzhodno ograjo. Jaz sem 62 let, kje letnik? Kje je letnik? 2003. In ti boš meni govorila, ne pustim si, a veš, ne pustim si od vsega. Redi. Vas? Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenija čaka, kaj bo storil predsednik vlade, ki je po napovedi, da je vse mogoče odpotoval v London. Medtem ko čakamo na premijejevo odločitev, je pravosodni minister Lovro Šturm podprl njegova razmišljanja in nemogoče stanje v odnosu do vlade ilustriral s tem, da so mediji ignorirali njegov nastop v državnem zboru. Nekateri poslanci so prav recimo že rehabilitirane, povojne obsojence, ponovno na govorniškem odru v državnem zboru opljuvali kot narodne izdajalce. Jih ponovno stigmatizirali in s tem dejansko storili tudi žalitev, zelo hudo žalitev. Na katero sem tudi upozoril, noben od medijev o tem ni poročal niti besedice. Zdaj pa, veste, v takem položaju, če pa mediji ne poročajo, kar minister pove v parlamentu, na drugi strani pa v Evropi dobivamo očitke, da vlada v Sloveniji strahovlada na medijskem področju, da vlada zamenjuje urednike, da vlada diktira novinarjem, kaj in kako naj pišejo. Tu je pa nek razkorak oziroma od stvarne realnosti, je pač očitno smo v nekem svetu virtualne resničnosti, v katerem pa nobena vlada ne more več delati, ne more funkcionirati. Ugasim to, lepo te prosim. Ob tem je minister predstavil tudi nek prispevek v nekem tujem mediju, ki govori o Sloveniji in je vlado, kot kaže, še posebej zmotil. Znašel se je celo en tak navedek v nekem časopisu, da je zraven vlade je kip komunističnega diktatorja, vlada si na vse kriplje prizadeva, da ta kip postane tam, da ni nič storila za to, da bi ga odstranila in da uporablja enake metode kot ta komunistični diktator. Lovro Šturm pa je napovedal tudi, kaj lahko pričakujemo. Pravo smer je dejansko odstop predsednika in s tem tudi vlade. Čim to pride, je konec, treba to sprejeti. In seveda iskati novo vlado. In glede na to, da imamo mi opozicijo, ki zelo veliko razpravlja, je pač opozicija lahko v tem trenutku takoj prevzame vlado. Ampak do izvolitve nove vlade bo po zakonu še naprej ta vlada pravila svoje delo, ne? Ja, sem do izvolitve nove vlade lahko pride zelo hitro. Ne? In kako na dilemo predsednika vlade gleda ministrica za zdravje Mazej Kukovičeva, ki je funkcijo prevzela pred kratkim? Nič se mi ne zdi. Jaz vse prepuščam tukaj, bi rekla, bodočim dogodkom, takšni kot bojo, tega vpliva na to jaz nima. Napoved možnosti odstopa vlade Janeza Janše je zavest komentiral tudi predsednik Zares Gregor Golob. To je tisto, kar dela Slovenijo Belorusijo v očeh koga, ne? Da predsednik vlade reče, izidi nedeljskih glasovanj, rezultati nedeljskih glasovanj so slabi. Kako so lahko izidi volitev slabi? Lahko je slab rezultat tvojega kandidata, lahko je slaba volilna udeležba, ampak izid, to, kar so volivci odločili, ne more biti nikoli slabo. Ker to pomeni, da so te ljudje, ki so tako glasovali, slabi. To pa je, bom rekel, beloruski pogled. Pa da je ne bo kdo odvezal. Novinarji, ki se med drugim niso podpisali pod peticijo zoper cenzuro, ki je eden razlogov, da predsednik vlade razmišlja o odstopu, so danes v prostorih Nove revije ustanovili Združenje novinarjev in publicistov. Predsednik je postal nekdanji odgovorni urednik Dela Peter Jančič, med ustanovitelji pa so opazni Vladimir Vodušek, Igor Kršinar, Silvester Šurla, Tino Mamić,
Jure Sešek, pa tudi publicist Matej Makarovič. Jančič je ob tej priložnosti za Vest komentiral peticijo zoper cenzuro. Osebno sem bil zgrožen zadnja leta, ko sem opazoval velike proteste novinarjev zaradi domnevnih pritiskov. Pritiski so, ko gre za resne časopise in medije, nekaj popolnoma normalnega. O razmerah v novinarstvu včeraj in danes smo poprašali tudi predsednika Zares, Gregorja Golobiča. Tudi ti novinarji so včasih domnevnega enoumja, mirno delali svoj posel. Te junaki iz nacionalne televizije, Možina, Gerič, Svita Pesek, so mirno delali svoje posle. Medtem, ko so njihovi kolegi, ko so te osvobodili televizijo, morali zapustiti to hišo. A greš k meni, Zoki? Kaj si zdaj užaljen ali kaj? Oprosti, no. Mediji so bili tudi v središču afere, na katero je reagirala varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik. Center za socialno delo Grosuplje je prejšnji teden namestil 2 mladoletna otroka v rejniško družino z namenom posvojitve. V medijih so bili ob tem objavljeni tudi osebni podatki, ki so omogočili prepoznavo obeh mladoletnih otrok. Pri varuhu človekovih pravic smo zgroženi nad vsebino nekaterih prispevkov, ne vseh, teh prispevkov v medijih, ki brezobzirno zlorabljajo otroka kot objekt senzacionalističnega poročanja. Takšna objava nedopustno stigmatizira oba otroka in jima lahko povzroči nepopravljivo psihično škodo. O sobotnih delavskih demonstracijah, komentar dneva, aktivist Andrej. Spomladi smo se študenti in študentke naivno spustili v boj za uničenje univerze in dokončno ublagovljanje znanja. Izvali smo vlado, ki se je najprej odzvala izjemno sovražno, a ker nismo popustili, je na koncu popustila ona. Predlog zakona o razbitju in privatizaciji univerze je bil umaknjen, minister Zupan prisiljen v odstop. V nekaj vročih spomladanskih tednih smo se naučili, da je tudi v pogojih družbe spektakla in ob soočanju z vladno aroganco, z odločno in umerjeno akcijo stvari moč spremeniti na bolje. Skozi srečevanja z drugimi skupinami, ki so udeležene v bojih na svojih področjih, smo ugotovili, da zadnji vladni naskok na univerzo ni bil zgolj slučaj, temveč del neoliberalnega projekta preobrazbe družbe po podobih kapitala. En del te preobrazbe je podreditev vseh vidikov življenja trgu, drugi del strukturni teror nad nekaterimi skupinami prebivalcev. Oboroženi s temi spoznanji in s praktičnimi izkušnjami se bomo s sobotnih delavskih demonstracij študentje, izbrisani, migrantke, prekarni in brezposelni, lezbike in hendikepirani udeležili organizirani v avtonomni blok in na ta način podprli delavski boj za višje plače, za plače, ki omogočajo življenje, ki je vredno, da se ga živi. Ne gre namreč za denar, gre za dostojanstvo. Premier hoče izredne razmere. Dobil jih bo, a ne takšnih, kot si jih želi. V soboto nas bo več 10 000 odločno zastavilo naše telesa za politiko, ki za svoje izhodišče ne jemlje pohlepa po profitu in si upa misliti onkraj izključevanja. To bo prizor, zaradi katerega bo politično elito upravičeno zaskrbelo. Avtonomni blok se zbira v soboto zjutraj od 9:30 naprej pri konju nasproti železniške postaje. Revolucija! Več je počela. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. S tabo se jaz ne bom kregel in tudi sprašal ne bom. Sorry, ne bom. No, Jan, ajde. Kdo je napisal Vzhodna odraja? Steinbeck. A si ziher? 100%. Imeti krompir, imeti mačka, imeti nos do Pakistana, imeti surlo do Tadž Mahala, prvi slovar žive slovenščine je sestavilo Društvo za domače raziskave pod vodstvom Alenke Pirman in Inge Pangos. Predstavili so ga v ljubljanskem Saks pubu. Betoniranje. Betoniranja, žargon. Način na hitro doseganje stanje pijanosti. Postopek je sledeč. Naročiš pivo, po želji malo veliko in žganje, recimo dvojni brinjevček. Spiješ in naročiš še enkrat isto. Ponavljaš glede na želeno stopnjo učinka. Uporabna tudi kot prva pomoč za srčne težave. Razvezani jezik je v bistvu prvi projekt Društva za domače raziskave, ki je bil leta 2004 na novo ustanovljen
in je spletna platforma, ki se je razvila v slovar, najprej frazeološki, potem pa kar slovar žive slovenščine in v 3 letih lahko rečemo, da se je prijel. Še vreme? V teh mrzlih dneh čaj z rumom dela čudeže. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Bile.